Kot veste, smo v Slovenski demokratski stranki že v bistvu novembra vložili tako imenovani predlog sprememb zakona o mednarodni zaščiti. To smo storili takrat ravno zato, ker smo predtem večkrat pozvali in na nek način tudi opozarjali koalicijo in vlado, da naj sama pripravi spremembe, ki bodo šle v tako imenovano zaostritev azilne politike. To smo seveda čakali in ker se to ni zgodilo, smo takrat vložili svoj predlog. No, koalicija je kot nekako že kar običajno naš predlog sprememb zavrnila v celoti in takrat izjavila, da bo predlagala svoj predlog. In danes dovolite, da nekaj besed povem ravno o tem. Dogaja se ravno to in tega se na nek način bojimo in smo na to tudi opozarjali, da gre vladni predlog sprememb ravno v tisto smer, za katero smo že nekako slišali iz posameznih medijev, nekaterih urednikov, pred nekaj dnevi pa celo od poslanca Združene levice Hanžka. Gre za to, da nekateri imajo ambicije v to državo pripeljati očitno ne samo tako, kot je bilo rečeno na začetku, 50.000 novih volivcev, ampak, kot je rekel Hanžek pred dnevi, govori se že o številki 200.000. To je velik problem in na to smo opozarjali. Zato v Slovenski demokratski stranki bomo poskušali z amandmaji le nekako vplivati na ta predlog zakona, upamo, da bomo tokrat slišani, ki bo šel v zaostritve po vzoru drugih držav v Evropi. Naj spomnim na Nemčijo, naj spomnim na Švico, Dansko in Norveško in ne samo to, in seveda tudi Švedsko. Te države so že sprejele ostrejšo azilno politiko, sedaj pa sprejemajo še ostrejšo. In to ravno zaradi vseh dogajanjih, ki smo bili priča. Govorim o hudodelstvih in govorim na drugi strani tudi v zelo velikem finančnem bremenu. In če takšne spremembe sprejema na primer Švica, je povsem logično vprašanje, kaj se dogaja v Sloveniji. Predlagan zakon strani vlade in koalicije gre praktično v spremembah tistih, ki se tičejo direktiv starih že 2-3 leta. Se pravi, to so evropske direktive, ki so bile že kdaj že sprejete in bi morale že biti implementirane. Naš predlog pa je bil seveda usmerjen v to, da je potrebno azilno zakonodajo glede na situacijo zaostriti. Naj vas spomnim, da je v Slovenijo po zadnjih podatkih prečkalo ilegalno nekako že skoraj 500 000 migrantov. 500 000. Vi morate vedeti, da se bo enkrat ta številka začela vračati tudi nazaj proti Sloveniji. In takrat bojo te probleme, na katere Slovenska demokratska stranka opozarja že nekaj mesecev, še kako eskalirali in predstavljali velik problem. Naj spomnim, da ima Slovenija 300.000 ljudi, ki živijo na robu revščine ali na podnju. Medtem ko nas bo en azilant po trenutni zakonodaji in to, kar predlaga vlada, bistvenih sprememb ne prinaša, pa nastane 10.000 evrov. Ali smo lahko tako neodgovorni do svojih državljank in državljanov, da jim bomo še takšen breme dali na ramena, ko že sami komaj živijo. Zato mi še v tej priliki dovolite, da izpostavim še nekaj ključnih predlogov, ki smo jih v Slovenski demokratski stranki vložili v obliki amandmajev. Gre za to, da tujec, ko nekako vstopi v Republiko Slovenijo, mora takoj ob vstopu, govorim takoj, podati svojo namero, ki jo mora v 3 dneh potem vložiti v obliki prošnje z dokazili. Seveda so ta dokazila lahko v obliki listin, ki jih ima, ali pa to dokazilo, da gre res za begunca, pokaže oziroma dokaže na nek drug način.
Pristojni organ mora to odločitev sprejeti v 30 dneh, se pravi, mora to vlogo pregledati in ugotoviti, ali gre za upravičenega prosilca. Prav tako, ko govorimo o porazdelitvenem bremenu, o katerem je sedaj tudi nekaj govora in že kar dlje časa med državami Evropske unije, predlagamo, da to kvoto določi Državni zbor in ne vlada sama. Menimo, da gre to za tako pomembno vprašanje in odločitev, da bi bilo prav, da tudi o tem nekaj reče Državni zbor. Status mednarodne zaščite z odločbo se prizna najprej za dobo 1 leta. Nato pa lahko prosilec po vlogi prošnje to vlogo nekako podaljša oziroma prosi za podaljšanje še za 1 leto in seveda potem še za leta naprej, če se v državah, iz katere prihaja, stvari ne umirijo in ima možnost za vračilo v svoj domače okolje. Ukinejo se vse oblike denarne pomoči in to je tisto, mislim, da več kot pomembno. Se pravi, gre za to, da se ukine finančna pomoč v primeru tudi nastanitve na zasebne naslove. Če ima nekdo možnost, da pri nekom biva, potem mu naj ta pomaga. Ukine se vsaka oblika žepnine, kajti menimo, da je to moč nadomestiti z pravico do zagotavljanja namestitve in prehrane za dobo 1 leta. Menimo, da če nekomu v državi Sloveniji zagotovimo tako bivanje in tako hrano in seveda ostale materialne dobrine, ko govorimo o vprašanju higienskih pripomočkov in ostalega, da je to povsem zadostna pomoč in da verjamemo, da bo tisti, ki je dejansko begunec, tega vesel in da bo to tudi sprejel. Seveda pa se vsem tem omogoča tudi vključevanje na trg dela. Tako bi bilo tudi prav. Ko govorimo o področju integracije, je potrebno izpostaviti, da bistvo azilnega zakona ni integracija. Bistvo tega azilnega zakona, če ga smem takoj poimenovati, je predvsem v tem, da mi nekomu pomagamo za tisti čas, ko je pomoči potreben. Potem pa seveda, ko so pogoji v njihovem okolju takšni, da se lahko vrnejo, da se te tudi vrnejo nazaj domov. Vendar pa kljub temu nekako v ta zakon z amandmaji poskušamo na področju, ki govori o tako imenovani integraciji in ni določeno, kaj vse mora nekako azilant doseči, želimo tudi tukaj z amandmaji narediti korekcijo. Namreč, zdi se nam prav, da bi vsak prosilec podpisal pogodbo, se v njej nekako zavezal, da bo obiskoval tudi izobraževanje, ko gre tako za slovenski jezik, ko gre tako za našo zgodovino, našo kulturo in tudi našo ustavno ureditev. Kajti, če želimo, da ta stopi na trg dela, če želimo, da se na nek način vključi v vsakdanje življenje, potem se nam zdi to bistveno. Poglejte, vladni predlog tukaj omenja samo to, da bi moral tak prosilec nekako to obiskovati v okviru 80%. Nam se zdi to neprimerno oziroma zdi se nam predvsem pomembno to, kaj prosilec od tega izobraževanja odnese. In zato menimo, da bi na koncu bil potreben tudi neko preverjanje oziroma videnje, ali je prosilec dejansko v tej smeri naredil korak naprej. Seveda je še drugo področje, ki je zelo pomembno in je v vladnem predlogu nekako zanemarjeno oziroma ni bistvenih sprememb. Gre za določnejšo obliko, kar se tiče sankcij. Namreč v tem zakonu so tako sankcije, ko gre za primere kršitve zakonodaje v azilnih domovih, kot za kršitev zakonodaje, ki je seveda določena v Republiki Sloveniji. Naj vas spomnim, da nekatere države sedaj sprejemajo tudi spremembo azilne zakonodaje in tudi to smo mi že sami takrat predlagali, da je možno, kadar gre za
hujša kazniva dejanja, možno tudi odvzem statusa. Nam se zdi to pomembno, predvsem zato, da se nekako ustavijo vsa ta hudodelstva, ki se danes v nekaterih državah že dogajajo in Bog ne daj, da se zgodijo tudi v Sloveniji. In samo za primer. Danes v slovenski zakonodaji, na primer oseba, recimo, da je to ženska, pred spolnim napadom, če se obrani preveč ostro, je kaznovana za 500 evrov. Če je nekako ta njena obramba premočna, bo kaznovana za 500 evrov. Na drugi strani pa azilant, če v azilnem domu poseduje orožje, spoštovani, ali pa celo eksplozive, je pa njegova sankcija takšna, da je premeščen na neko drugo lokacijo v Sloveniji. To je anomalija in to je gotovo eden od primerov, ki je več kot skrb vzbujajoč. Skratka, mi smo lahko v Sloveniji še tako humanitarna družba, lahko smo še tako solidarno osveščeni, ampak pomagamo lahko toliko, koliko imamo realnih možnosti. In teh, glede na stanje v državi, ni prav veliko. Kajti pomembno je, da zagotovimo pogoje, da tistim, ki jim bomo pomagali, dejansko pomagamo, ne gremo pa v smeri, ki je nekako tudi začutiti v vladnem predlogu, da bomo še dodatna bremena namenjali davkoplačevalcem. To enostavno za Slovensko demokratsko stranko ni sprejemljivo in po različnih javnomnenjskih anketah tudi za državljane Republike Slovenije ne. Toliko